V prvem delu sredine oddaje Dobro jutro bomo gledalke in gledalci predstavili fontano Piv zeleno zlato žalec. Verjamem, da ste ta čudoviti ambient v teh letih že obiskali. Če ga niste, imate zdaj enkratno priložnost, da izveste čisto vse, kaj se aktualnega pri njih dogaja. Z nami pa simpatična mlada dama, odlična sogovornica Sabina Palir. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, vodja programa Turizem. To pomeni, Sabina, da imate še posebej v tem poletnem času precej dela in obveznosti. Ja, res je. Zakorakali smo že kar precej v četrto sezono fontane oziroma delovanja fontane Piva v Žalcu. Vsi jo verjetno poznate. Je posvečena slovenskemu hmeljarstvu in pivovarstvu. Gre za to, da v bistvu želimo promovirati domače pivovarje, ki proizvajajo piva slovenskim hmeljem. In pa nekako želimo ohranjati to našo lokalno tradicijo, ker vsi veste verjetno, da je pač Savinjska dolina središče slovenskega hmeljarstva, Žalec pa neka prestolnica slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. Zdaj v tej četrti sezoni do danes smo prodali nekako že 17.000 vrčkov, s čimer smo kar zadovoljni, čeprav nam je mesec maj kar precej nagajal. Vsi vemo, da je bilo, mislim, da okrog 20 dni dežja, kar ni bilo ravno ugodno za našo fontano, ampak sedaj, ko sije sonce, pa je fontana spet polna. Mogoče bi izpostavila to, da v mesecu juliju pripravljamo številne dogodke. Dogodke združujemo v festival Zeleno zlato že v bistvu tretje leto. Vrhunec julijskega dogajanja pa so poleg različnih koncertov na Šlandrovem trgu in pri fontani pa različnih razstav v Savinovi hiši, ki so posvečene tudi Risto Savinu. So tudi pomembni Kukčevi večeri in pa sodelujemo z različnimi gostinskimi obrati oziroma z gostilnami in tudi pri njih prirejamo oziroma jim omogočamo, da organizirajo koncerte. Bistvo oziroma središče ali pa jedro, bom rekla, tega julijskega dogajanja pa je hmeljarski kongres, svetovni hmeljarski kongres, ki bo konec julija pri nas, oziroma dogaja se od 29.7. pa do 2.8. v Ljubljani in pa v Žalcu. Večina predavanj in pa strokovnega dela se dogaja v Ljubljani, nekaj pa tudi v Žalcu. Smo pa izkoristili kot središče slovenskega hmeljarstva to, da pridejo predstavniki iz celega sveta, iz 20 držav, k nam v Žalec. Gre predvsem za strokovno javnost z področja hmeljarstva, pa za javnost oziroma proizvajalce hmelja, pa pivovarje, pa trgovce s hmeljem. In v bistvu vsi ti se bodo zbrali v Žalcu 30.7., ko bo v bistvu uradna otvoritev kongresa v našem domu drugega slovenskega tabora. Potem dan kasneje pa smo jim organizirali oziroma jim bo Združenje slovenskih hmeljarjev pripravilo promocijsko vodenje po Žalcu, promocijske predstavitve Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva, pa Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, pa seveda fontane piv in pa hmeljarskih kmetij. Na koncu pa sledi potem še zabava pri sami fontani. Sabina, čisto vse ste že skoraj povedali. Pa vseeno, zdaj je četrta sezona že fontane Piv zeleno zlato v Žalcu. Verjeli ste v ta uspeh, ampak da bo takšen naval ljudi, ne samo Slovencev, tudi iz tujine, pridejo, poskušajo ta piva, pogledajo ta ambient. Ja, res je, smo se nadejali takšnega uspeha, želimo si še več, seveda nikoli ne smeš biti zadovoljen, najbolj, Je pa res, da stremimo k temu, da dodajamo neke novosti, da širimo ponudbo, da prirejamo različne dogodke in v bistvu kot jedro je ta naša fontana kot nek generator razvoja turizma v naši občini in na osnovi fontane in fontanske ponudbe potem širimo ostalo ponudbo. Tako smo sedaj razvili tudi kulinarično turo Pivo in pajs. Če jo lahko mogoče malenkost predstavim, gre za vodeno kulinarično turo, ki je namenjena 2 do 7 osebam. Vodijo kulinarični vodnik, ki pripoveduje različne zgodbe hmeljarske in pivovarske tradicije našega območja. Udeleženci ture pa spoznavajo te zgodbe tudi preko dobre kulinarike in pa preko okušanja dobrega slovenskega piva. V to kulinarično turo so združeni gostinski ponudniki, ki so certificirani z blagovno znamko Zeleno zlato. Okuša, kot sem rekla, lokalno hrano. Kaj recimo?
hmeljarski burger, obirovsko južino, domače štrukle in pa podobno, vse ne bi zdaj vam izdala, ne. Pokusijo pa 10-krat po deci različnega piva, tako da tura traja najmanj 4 ure, odvisno od same družbe. Je vodena in pa tudi organiziranje prevoz, ker si v bistvu ogledajo oziroma degustirajo pivo poleg fontane tudi v mikropivovarni in pa v slovenski gostilni oziroma dobri, odlični, lokalni gostilni v Šempetru, in ker pač seveda vsi pijejo, je potreben tudi prevoz. Ta kulinarična tura se odvija ob četrtkih med 15. in 19. uro. In najave sprejemamo v našem turistično-informacijskem centru. Zdaj, če mogoče se sam ceno povem, od 54 pa do 111 evrov, odvisno je od števila prijavljenih ljudi in pa od števila jezikovne različice. Imamo trenutno slovensko in angleško verzijo, na voljo bo pa tudi italijanska in pa nemška različica. Na fontani piv zeleno zlato pa 6 pipca, ne? Kaj lahko v tem trenutku preizkušamo? 6 pip, strategija piv je določena. Na prvi pipi je celo leto zastopano lokalno pivo Kukec. V juliju je to temno pivo Kukec, prej je bil Svetu. Potem na drugi pipi ambasadorjevo pivo Zeleni Haler. Potem 3., 4., 5. in 6. pipa se pa mesečno menjajo. In zdaj imamo na teh 4 pipah od pivovarne za hmeljarstva in Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije imamo poletni Fox, potem imamo Laibach pivovarno in pa Time Brewery z 8 O'Clock pivom, pa pivovarna Laško, Unionja z njihovim Goldingom. Tako da mesečno se menjajo 4 pipe, zato nikoli ne morete reči, da ste bili na fontani in da se nikoli več ne vrnete. Tako da vabljeni najmanj enkrat mesečno k nam v Žalec. Se pravi, da je to sprememba vsak mesec, kar ste omenili. Kaj pa recimo ljudje rečejo, ko pridejo, recimo tisti prvi gostje, kaj jim je najbolj všeč? Na fontani je res neko sproščeno vzdušje. Okrog fontane imamo organizirano tako imenovano plažo pri fontani, ležalnike, mizice, odličen je park, zdaj z krošnjami dreves, tako da je res neka umirjena atmosfera. Všeč jim je tudi to, da lahko pokramljajo z ljudmi, se malo umirijo, uživajo v bistvu in se družijo. Potem pa je tudi zanimivo, da si želijo iti ogledati okolico same fontane, predvsem jih zanima dobra kulinarika in pa potem gibanje v naravi. To je tudi trend v slovenskem turizmu in zato razvijamo tudi kolesarjenje med hmelišči kot neko novost na slovenskem področju. Pa obnovili smo Ponirkovo postojanko pri ribniku Vrbje, kamor tudi vabimo vse tiste, ki pridejo na fontano in pa vse ostale obiskovalce. Saj smo Ponirkovo postojanko v tem krajinskem parku malenkost preuredili in jo nekako razdelili na 3 celote. Namenjeno je tako starejšim obiskovalcem, kot staršem, kot najmlajšim. Še vedno je pa bistvo Ponirkove postojanke naravovarstvena vsebina, zato ker vemo, da smo to v krajinskem parku. Je pa novost ta, da lahko tam ljudje uživajo vse dni v tednu in se imajo lepo in pa dobijo tudi ugodno in pa kvalitetno gostinsko ponudbo. Tudi to je zelo pomembno. Ko ste, Sabina, omenili fontano piv, tudi tam imate poskrbljeno odlično gostinsko ponudbo, se pravi, da lahko okušamo, degustiramo pivo, zraven pa si privoščimo kaj za podzok. Ja, trudimo se, da vsak vikend privabimo določene food trucke in pa podobne ponudnike kulinarike, da za svojimi burgerji, z svojimi picami in z vso kulinariko, ki nekako paše k pivu, obogatijo ta naš program. Seveda z izgradnjo tržnice bo tam tudi nov ponudnik, ki bo obogatil in pa nadgradil vsebino same fontane. Vemo pa in zavedamo se, da je kulinarika resnično pomembna, ker k pivu resnično paše nekaj prigrizniti in zdaj začasno pač ponujamo tudi preste v našem kiosku oziroma v naši trgovinici. Organiziramo pa tudi kuhno pri fontani enkrat mesečno in pa tudi že golažijado, tako da nekako prirejamo takšne dogodke, da se meša tudi kulinarika. In pri fontani tudi zanimivi nastopi glasbenih skupin, glasbenikov. Koga recimo ste vse že gostili, koga še boste?
Ja, zdaj v mesecu juliju imamo Đorđa Krajnca, pa neke novosti z področja še neuveljavljenih skupin, ker tudi njim dajemo možnost. Žal nam je Ines Erbus koncert odpadel zaradi slabega vremena. Bomo imeli še pa številne dogodke, izpostavila bi mogoče 3. avgusta Beer Garden oziroma pivski vrt pri Fontani, in to bo v bistvu nek dogodek, ki bo združeval vse male pivovarje za ponudbo naše Fontane in pa za dobro glasbeno zasedbo. Stremimo pa k temu, da iščemo neke, bom rekla, nove izvajalce, dajemo možnost lokalnim prebivalcem oziroma lokalnim umetnikom. Iščemo tudi tiste, ki bodo slikali, ustvarjali pri sami Fontani. Potem ponujamo to, da lahko obiskovalci vidijo, kako se je včasih obiral hmel na roke, da se lahko slikajo z ambasadorjem Fontane, Boštjanom Romihom, potem, da lahko komunicirajo z etnološkim društvom Hmeljarska vas, ki se v bistvu obleče v obiravke, tako kot so včasih obirale hmel, tako da obiskovalci nekako dobijo tisto lokalno noto naše tradicije. Si pa v Eko-muzeju lahko gledajo tudi zanimiv film. Ja, res je. V letošnjem letu imamo na novo VR film v Eko-muzeju Hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki govori o tradiciji hmeljarstva in pivovarstva, in v bistvu ta moderna tehnika nam prikaže, kako so včasih obirali hmel, oziroma se znajdemo sred hmelišča, se znajdemo v sušilnici hmelja in v bistvu na tak način doživimo hmeljarstvo naše doline. Kako izgleda ta film? Če se ne bo izdali vseh skrivnosti, ampak zelo zanimivo je, si pogledamo tisto, kar nas pravzaprav zanima. Ja, res je. Od tega, kako zraste hmel na njivi, do tega, kako se ga obere, do tega, kako se, ne vem, sklijajo različne ljubezni med hmelišči, ko se hmel obira, do tega, kako se ga potem spije v obliki piva. Omenili ste tudi kolesarjenje. To je zanimiv šport. Zdaj, če primerjamo tudi recimo kolesarska dirka, tudi mimo vas je šla, ne? Mi smo bili gostitelji štarta 3. etape kolesarske dirke po Sloveniji. Se pa trudimo in razvijamo Hops na kolo, to je kolesarski turistični produkt. Hops zato, ker je to neka mednarodna označba za gibanje in pa hkrati za hmel, ki je pač bistvo naše vizije. Pri nas imamo zelo dobro označene kolesarske poti po obstoječih cestah in pa po obstoječih kolesarskih poteh, razvijamo pa kolesarjenje tudi po gorskih območjih oziroma, bom rekla, po okoliških hribih in pa, kot sem že omenila, med hmelišči. Ravno prejšnji teden smo izvedli tudi vodeno kolesarsko turo med hmelišči in obiskovalci so bili zadovoljni, ker je to res nekaj novega. Izvejo, kaj so hmelišča, kako se obnašajo hmelišči in tako naprej. Zdaj, morda recimo podatek, Sabina, kako so ljudje sprejeli zdaj ta razvoj turizma v vaši občini? Sodelujejo, ker če pogledamo, kako je s prenočišči pri vas? Bom rekla, da smo pozitivno nepresenečeni, da smo veseli odziva lokalnega prebivalstva. Če pogledamo nazaj v leto 2016, ko Fontane v bistvu še ni bilo oziroma je zaštartala, nismo imeli ene mikropivovarne, razen pač eksperimentalne pivovarne Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, ki je v osnovi bolj uporabljajo tudi za razvoj različnih sort hmelja in pa potem za preizkušanje tega. Danes imamo že kar 4 dodatne nove mikropivovarne. To se vidi v bistvu, da so zaznali neko potrebo po tem razvoju, da vidijo neko možnost, da nekaj pridobijo iz okolja, da nekaj dajo v okolje. Potem tudi pri nastanitvah opažamo spremembe. Pač razvili smo razpršeni hotel v Žalcu, razvija se ena enota tega razpršenega hotela, potem ob avtocesti prihaja nov hotel A in pa razvijamo tudi Hopslandja oziroma projekt Hopslandja, ki bo v obliki glampinga ponujala sodobno namestitev v naravi. Tako da jaz mislim, da glede na našo vizijo, ki je zdaj Žalec kot neka prestolnica slovenskega hmeljarstva in pivovarstva, smo na pravi poti in upamo in želimo si, da lokalno prebivalstvo diha z nami, da se zaveda razvoja, da živi z nami in da si v bistvu želi vsega tega, ker vemo, da tudi množični turizem, če se pojavi, prinaša negativne izkušnje, kar si ne želimo, in zato smo tudi trajnostno osveščeni,
Pridobili smo spet ponovno Slovenija Green Bronze znak, kar pomeni, da razmišljamo trajnostno, da stremimo k temu, da želimo ohranjati našo lokalno tradicijo, naravo, običaje, da ne želimo stopiti v tisto masovko, ki v bistvu je za ljudi nesprejemljiva. Podatek, kdaj je Fontana Piv odprta? Fontana Piv je odprta 7 dni v tednu, od aprila do konca oktobra, za vikende do 22. ure, čez teden do 21. ure, od 10. ure zjutraj dalje. Drugače pa podatke najdete na naši spletni strani www.turizem-zalec.si in pa seveda vabljeni v Žalec, ker pri nas se veliko dogaja. Zdaj, Sabina, če sva koga zdaj prepričali v tem trenutku, da obišče Fontano Piv, vse imate tam prijazne ljudi, ki jim pomagajo, da gredo najprej v kiosk, kupijo ta vrček in potem tudi ostane krasno darilo. Ja, res je, naša zgodba Fontane ni samo degustacija piva, ampak je tudi doživetje in zato v bistvu imamo vrček, ki ga je dizajniral industrijski oblikovalec Oskar Kogoj in ta vrček odnesete potem za spomin domov. Je slovenski proizvod, proizvaja ga slovenska steklarna iz čistega slovenskega peska in vode, tako da v bistvu je vse zeleno. Cela zgodba Fontane je zelena, pripoveduje tudi zgodbo slovenske čiste pitne vode, ki je osnova za kvalitetno slovensko pivo. Tako da, če si preberete še pa zgodbo, ki je navedena na tablah okrog Fontane in govori hmeljarsko zgodbo, hmeljarsko tradicijo našega območja, boste sigurno šli bogatejši domov. Si vsak dan privoščite pivo iz Fontane? Ko bi si ga lahko. Sabina Palir, hvala lepa, odlična sogovornica ste kot vedno, simpatična, tako da vabite naše gledalke in gledalce, da pridejo ne samo na Fontano Piv zeleno zlato v Žalec, ampak da obiščejo vse te destinacije, kar ste omenili. Treba ob koncu najnega pogovora še kaj povedati, še kaj posebej opozoriti. Ja, povabila bi tudi v Jamopeko, v Šempeter, pa v Rimsko nekropolo v Šempeter, pa še ostale kotičke naše občine. V glavnem, pri nas je res zanimivo, lahko se sprostite, umirite in pa tudi hkrati zabavate. Tako da vabljeni v Žalec. Lepa hvala in srečno, da je prihodnjič. Mi pa gremo naprej, gledalke in gledalci, z našo oddajo Dobro jutro.